Destiny in budizem. Kakšen je destonijski pogled na Siddharta, Gautamo, Buda in budizem? Pri Destiny so raziskovali različne duhovne učitelje, različne duhovne smeri, med drugim tudi budizem. Ko se je leta 1998 odprl meddimenzijski portal, so tudi v onostranstvu poiskali in kontaktirali Budo. In Buda je bil tik pred temu, da bi se ponovno inkarniral in nadaljeval z njegovo idejo budizma. Zdaj, če pogledamo življenje princa Gautama Siddharte, tisti, ki je prebral njegovo življenjsko zgodbo, lahko ugotovi, da je bil on naprej rojen v zelo bogati družini, da je imel zelo pestro in razvratno življenje. Potem pa se je začel tega kesati in se je odločil spremeniti. Zgodba govori o tem, da je nekoč sedel pod drevesom in potem je doživel razsvetljenje in razodelo se mu je celotno stvarstvo, kako stvarstvo deluje. Dobil je popolno zavedanje vsega, kar obstaja. In potem je začel ljudi učiti o teh stvareh oziroma o njegovi poti skromnosti, sočutja in podobno. In po njegovem vzoru je nastalo gibanje, religija, lahko bi rekli temu, ki se imenuje budizem. To je nekako pot skromnosti, odpovedovanja, ponižnosti. In na prvi pogled je to zelo vrla pot, zelo podobna drugim duhovnim potem, tudi zelo podobno učenjem Jezusa. In budizem bi bil lahko za marsikoga neka primerna življenjska pot, da bi se doseglo lahko sožitje na tem svetu. Če bi vsi postali budisti, bi vsi lahko živeli tukaj na tem svetu v miru in harmoniji. Vendar, če pogledamo malo globje zadeve, če raziščemo ozadje, lahko vidimo, da pot odpovedovanja in skromnosti je v bistvu pot zatiranja samega sebe, pot priznavanja, da živimo v grehu, pot poskušanja izničiti ta greh. In v bistvu je to pot sebičnega lastnega interesa, zato ker se ne gleda na interes vseh živih bitij v tem stvarstvu in ne dojema se širše perspektive obstoja tega sveta. Kaj hočem s tem povedati? Recimo, vsi na tem svetu smo med seboj soodvisni in povezani, vsi imamo različna telesa, radi bi počeli različne stvari, vendar pa nas ta trenutni sistem omejuje pri tem svobodnem, pristnem izražanju, zlasti zaradi trenutnega družbenega, ekonomskega oziroma denarnega sistema, kjer ima denar moč in če denarja nimaš, ne moreš doseči stvari, ne moreš se v popolnosti izražati. Pot budizma je pot nekako skromnosti, odpovedovanja, torej da ti te svoje želje, to svoje izražanje omejiš na minimum in s tem omejiš svoje potrebe, recimo tudi po denarju, po hrani in po ostalih predmetih in tako nekako živiš zadovoljen za tem minimumom, zaradi tega, ker si se odpovedal popolnemu, neomejenemu izražanju. Toda s tem se v bistvu zatiraš in v tem zatiranju, potem ko se odločiš za to pot, imaš v sebi prepričanje, da si na neki višji stopni razsvetljenja, na višji stopni zavedanja in se imaš zato v bistvu nekaj več, si bolj pomemben, če ne drugega, vsaj na podzavedni in nezavedni ravni. Zato ti je težko sprejeti ostale ljudi, ki ne hodijo po tej poti, oziroma ljudi, ki živijo polno in bogato življenje. Mnogi seveda na račun trpljenja drugih, vendar kljub temu. Torej, pot budizma in odpovedovanja je pot lastnega interesa, pot sebičnosti, zato ker se v bistvu zapreš v samega sebe, v svoj
v svoj svet in začneš popolnoma ignorirati, kaj se dogaja z ostalimi izven tebe. Popolnoma ti je vseeno za to, kaj se dogaja z drugim, ker deluješ po prepričanju, da je vsak odgovoren le zase. In da če drugi hočejo doživeti enako notranjo srečo oziroma mir, kot ga doživljaš ti kot budist, morajo samo enostavno slediti tvojemu zgledu in tudi oni postati budisti, torej se odpovedati svojim željem, se omejiti pri izražanju in živeti v svoji notranji skromnosti. Toda namen tega sveta, bistvo življenja ni v omejevanju izražanja, v zapiranju v svoj temveč v razumevanju medsebojnega sovplivanja, v razumevanju delovanja tega širšega sistema ter v razširjenju samega sebe, torej v čim bolj polnem samoizražanju. Boljša pot kot budizem je pot, ki jo predlagamo pri Destiny, to je pot medsebojnega povezovanja, odpiranja, sožitja in polnega izražanja, razumevanja delovanja tega sistema ter preobrazbo celotnega družbenega oziroma denarnega sistema tako, da bo omogočal polno izražanje vsakega od nas. Torej, da pot skromnosti in odpovedovanja ne bo več edina možnost, da doživimo notranji mir in zadovoljstvo, temveč da bo sistemsko omogočeno vsakemu, da bo pokril svoje osnovne življenjske potrebe, kot je hrana, obleka, zavetje, izobrazba, in da se bomo lahko izražali v polnosti ter živeli v sožitju. Torej, Buda je v bistvu naredil napako, ker se je zaprl v svoj namesto da bi v tedanjem času, ko je bil princ, ko je imel vpliv in denar in moč, naredil družbeni sistem, ki bi omogočal vsem dostojne življenjske razmere in polno izražanje. Budizem iz našega vidika torej ni pot vrline, temveč je pot največjega egoizma in samopoveličevanja z slepljenjem, da si dosegal razsvetljenje, toda v bistvu si se zaprl samo v svoj ki predstavlja princip ega oziroma ločenosti od zavedanja celotne realnosti tega materialnega sveta. Zato budizem odsvetujemo in raje predlagamo, da se podpre rešitev enakovrednega denarnega sistema, ki bo omogočal odstranitev ega iz ekonomskega in denarnega sistema ter dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja na tem planetu, ne samo za ljudi, temveč tudi za živali in rastline. Raziščite torej, prosim, spletne strani Destiny Slovenija, enakovredni denarni sistem oziroma spletno stran Equal Money, ter se priključite ustvarjanju sistema, ki bo omogočal praktično uresničitev raja na zemlji za vse. Hvala.